Dober večer, gospod minister. Dober večer. Prihajate iz znanstvenih krogov in vtis je, da se dobro znajdete na političnem parketu. Kako ste doživeli prehod iz stroke v politiko? Res se dobro znajdem na političnem parketu. Pred časom sem izjavil, da se počutim kot riba v vodi in to še vedno drži. Edino, kar lahko rečem, je, da me je ta pogajalski proces nekoliko trudil. Pogajalski proces sindikati. Pa tudi tukaj mislim, da so pozitivne strani tega dela. Imate veliko mednarodnih izkušenj? Torej, ko gre za profesorske in svetovalne izkušnje, imam. Če primerjava birokracijo pri nas ali v kakšnih bolj primerljivih državah, smo bolj togi? Precej togi smo. Lahko bi rekel, da smo precej bolj togi od večine držav, kjer poznam njihove birokracije, njihove državne uprave. Lahko bi rekel tudi to, da so miselni vzorci, ki tukaj prevladujejo, precej drugačni od tistih v teh državah, ki jih dobro poznam. Poznam pa precej dobro večino držav članic Evropske unije. Poznam seveda dobro tudi delovanje državne uprave v Združenih državah Amerike. In lahko rečem, da ta miselni vzorec, ki tu prevladuje, to je res miselni vzorec klasične birokracije, da to v teh drugih državah je v precejšnji meri že drugače. Jasno, da birokracija sama po sebi nikoli ne bo mogla delovati tako, kot je to značilno za zasebni sektor, za podjetništvo, vendar pa ocenjujem, da v Sloveniji je te zbirokratiziranosti bistveno preveč in da tu moramo še veliko narediti. Kaj vse se nahaja na vašem seznamu prioritet? No, moj seznam prioritet je dolg, ker je tudi resor precej obsežen. Če začnem na pravosodnem delu resorja, je glavna prioriteta seveda usmerjena do tretje veje oblasti, do sodne veje oblasti. In tu bi to zelo nakratko lahko povedal, da gre za to, da želimo mi kot vlada in jaz kot minister narediti vse, kar je v naši pristojnosti, da povečamo na eni strani ugled sodnikov in pomagamo, da se v resnici vzpostavijo kot samostojna veja oblasti, na drugi strani pa spet narediti vse, da jih spodbudimo in jim pomagamo pri tem, da bodo sojenja potekala hitreje, bolj učinkovito, da bo preprosto tudi sodstvo delovalo bolj servisno, bolj usmerjeno k državljanom in podjetjem. V tem drugem delu resorja, ki je pa največji in najbolj obsežen, tudi bi rekel, da najbolj kompleksen, to je bivše ministrstvo za javno upravo. Tu je kar nekaj prioritet. Posebej bi izpostavil eno, ki je v neposredni povezavi s tistim, o čemer sem prej govoril, z miselnimi vzorci, ki še vedno prevladujejo v naši državni upravi. Ti miselni vzorci so miselni vzorci klasične birokracije in to moramo preseči. Da bi to lahko presegli, je pa potrebno narediti nekaj, kar doslej ni bilo narejeno, pa ni bilo narejeno tako, kot bi moralo. In sicer vzpostaviti nek jasen, enostaven način na eni strani nagrajevanja uspešnih, dobrih in na drugi strani sankcioniranja tiste, ki to niso. Namreč mi, ministri, kot člani vlade, ne moramo kaj dosti narediti brez sodelavcev v ministrstvih. Ministrstva so kot, če hočete paralelo s podjetji, kot neka velika podjetja in v podjetništvu, v zasebnem sektorju je jasno, kakšne mehanizme in kakšne vzvode imajo menedžeri, zato da lahko rezultate dosegajo. Tu v javnem sektorju je pa to precej otežkočeno in brez sodelavcev, brez motiviranih sodelavcev preprosto ne more biti rezultatov. Jaz vem, da v teh slabih dveh mesecih, odkar sem na funkciji, sem se srečal z številnimi zelo zavzetimi sodelavci, ki so pripravljeni in tudi to izvajajo, delati dneve in noči, dobesedno, za relativno zelo nizke plače. Hkrati pa spoznal tudi to, da je velika množica zaposlenih v državni upravi, ki pravzaprav ne počnejo prav dosti. Druga, ki je pomembna iz tega drugega sklopa javne uprave, se nanaša na nekaj, kar se imenuje, ali pa se imenujejo administrativne ovire. Zveni ta besedna zveza birokratsko, gre pa za to, da je usmerjeno to ravno proti birokraciji. Torej, gre za to, da se analizira
različne procese, postopke, ki jih izvaja državna uprava, ministrstva, upravne enote, pa širši javni sektor tudi, in pogleda, kje vse se lahko te stvari bodi si ponastavijo, bodi si združijo, bodi si ukinejo in na druge načine olajša vstop bodi si nam kot državljanom do nekih storitev ali pa podjetjem. Zlasti je to povezano s podjetji, ker podjetja se srečujejo z birokratiziranostjo praktično vsak dan in za razliko od nas državljanov, ki smo lahko nezadovoljni, če pa nekako potrpimo lahko, če se soočimo s tako zbirokratiziranostjo pri podjetjih, pa nastaja škoda zaradi tega. Kako bi pa uspešneje preganjali gospodarski kriminal? Kako bi lahko ljudem vrnili zaupanje v sodni sistem? Ja, to je pravna država. To je eno ključnih vprašanj te naše države, ne samo tega resorja. Jaz mislim, da delovanje sodstva, učinkovito, hitro, kakovostno delovanje sodstva je eden ključnih garantov pravne države in delovanje pravne države je eden ključnih garantov uspešne in sploh kakršnekoli države. Torej, ni uspešne ekonomije, ni uspešnega gospodarstva, če pravna država ne deluje, ta pa ne deluje dobro, če sodstvo ne deluje dobro. Tako da sodstvo je res ena taka srčika slovenske družbe, slovenske države in torej, temu bom namenil energije toliko, kolikor je lahko kot minister, kot vlada. Bi nagrajevali sodnike za uspešnost? Bi s tem lahko povečali učinkovitost sodstva? Seveda, za sodnike velja enako kot za javne službence v državni upravi in širše javne službence ali pa zaposlene v javnem sektorju in vse tiste, ki so zaposleni v zasebnem sektorju. Vsi, ki delajo dobro, morajo biti ustrezno stimulirani in eden glavnih načinov stimuliranja je ravno denarna nagrada. Ni pa to edini. Torej, motivirati in spodbujati se da zaposlene tudi na druge načine. Torej, mislim, da za sodnike in nasplošno tudi druge, ki delujejo v pravosodju, recimo tožilce, velja enaka ugotovitev kot za kogarkoli drugega. In podoben sistem, o katerem sem govoril za državno upravo ali pa javni sektor, bi morali seveda upeljati tudi v sodstvo in to je povezano z to mojo ključno prioriteto v pravosodnem delu tega resorja, o kateri sem prej govoril, ravno torej vzpostavitev nekega takega sistema, ki bi omogočal učinkovito stimuliranje, nagrajevanje uspešnih sodnikov in seveda tudi obratno. Ali naš javni sektor boleha za korupcijo in politično prilagodljivostjo? Ja, gledajte, ko gre za korupcijo, jaz lahko izhajam iz teh podatkov, ki jih Protikorupcijska komisija objavlja in glede na te podatke je to resen problem te države. Jaz sam moram reči, da v dosedanji karieri nisem imel prav nobenih izkušenj s tem. Torej, nihče me ni želel še do zdaj podkupiti in s tem nimam neposrednih izkušenj. Vem pa, tako na podlagi podatkov Protikorupcijske komisije, kot tudi iz pripovedovanj in izkušenj kolegov, znancev, prijateljev, da to je resen problem na različnih področjih, ki pa se mu da stopiti na prste, spet z različnimi ukrepi. Recimo, eno področje, ki ga lahko omenim, in sem ga že prej omenil, je področje urejanja prostora, kjer je zanesljivo veliko korupcije, ko gre za spreminjanje namennosti zemljišč in torej, doseganja tega cilja, kako do tega priti. Vemo, da je pravni instrument za to prostorski načrt, vemo, da ga sprejema občinski svet in tukaj znotraj tega se pač to dogaja, kar se in kolikor se na korupcijo mislim. Torej, prvi korak je zanesljivo, moram nažalost to reči, čeprav mi je to nekako zoprno govoriti, torej spet sprememba zakonodaje. Zoprno zakaj? Zaradi tega, ker ne moreš vseh problemov rešiti s stalnim spreminjanjem zakonodaje, prava. Ampak tukaj mislim, da je treba par stvari spremeniti, zato da bodo ti postopki, procedure še bolj transparentni, kot so, še bolj odprti. Zlasti je pa treba energijo vložiti v implementacijo, v uporabo vseh teh predpisov, kar je en glavnih problemov v Sloveniji na splošno. Namreč mi imamo velike težave pri uveljavljanju predpisov. To je res en akutnih pravzaprav problemov. Pogosto zakoni sploh niso slabi. Problem je v tem, da se ne izvajajo in da ne deluje sistem nadzora nad izvajanjem. Kako ocenjujete reformo, ki jo je izpeljal predsednik vaše stranke?
No, jaz mislim, da plačna reforma, ki jo je on izpeljal, je bil velik dosežek in še vedno je. Če tega ne bi naredil, bi imeli zdaj bistveno večje težave, tako javnofinančne, kot tudi, ko gre za ukrepanje v tej situaciji, v kateri smo, mislim, na ta dialog s sindikati. Stavka javnega sektorja je za nami. Kako bo vplivala na nadaljnja pogajanja? Torej, kar se tiče vladne pogajalske skupine, ki je zdaj razdeljena v 3 podskupine, ne bo imela nobenega vpliva. Mi smo že do zdaj prišli z 4 približevalnimi predlogi, vsi so bili zavrnjeni. Jaz pravzaprav lahko rečem, da se sindikati sploh ne pogajajo z nami, samo zavračajo vsak naš predlog. Mi jim prihajamo nasproti, oni pa trmasto vztrajajo na svojih pozicijah. Na eni strani je treba to imeti pred očmi, na drugi strani pa mislim, da tudi njim samim, zlasti pa prebivalcem Slovenije, postaja vedno bolj jasno, da počnejo nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo. Zaposleni v zasebnem sektorju molčijo in molče trpijo. Torej, tisti, ki so najbolj prizadeti v tej že dosedanji krizi, ali pa ki bodo tudi prizadeti s temi ukrepi, ti molčijo. Tisti, ki bodo najbolj prizadeti. Tisti, ki pa že do sedaj niso kaj dosti občutili te krize in ki jih ti ukrepi sicer prizadevajo, tako kot vse, ti pa protestirajo, grozijo in predvsem se ne pogajajo. Vse stavka je legitimen način izražanja nezadovoljstva nad čemarkoli že, vendar pa bi v tej situaciji morali razumeti sindikati, pa mislim, da to razumejo. To, kar počnejo, najbrž počnejo z nekimi drugimi razlogi. Razumeti, da ni drugega, kot da se zelo hitro usedemo in dogovorimo in zaključimo to zgodbo in gremo potem v druge reforme še. To ni edina stvar, ki jo je treba narediti. Jaz moram reči, da ves ta čas je v nekem smislu za nas tudi izgubljen čas, za nas ministre, saj tiste, ki se pogajamo. Če zase govorim, v vsem tem času jaz drugih stvari ne morem delati, ker preprosto večino časa namenim brezplodnemu sedenju sindikati. To so ure in ure brezplodnega sedenja, kjer pravzaprav edina beseda, ki jo poslušam, je beseda ne, ali se ne strinjam. Tukaj me pa čaka cel kup drugih stvari, ki so tudi zelo pomembne. Delno sem o njih že govoril, ko sem prej našteval prioritete, tako da tu v resnici časa ni, ne samo zato, ker je vsak dan toliko in toliko milijonov evrov, in se boniteta Slovenije slabša, obrestna mera se veča in tako naprej, ne samo zato, ampak zato, ker ne moramo delati drugih stvari, ki jih moramo delati. Torej, mi ne moramo delati, zasebni sektor dela, javni sektor, ki mu pravzaprav nič hudega ni, pa stavka. Tako da to je narobe svet in mislim, da to se mora takoj nehati. Kakšno je pravzaprav stanje v državni blagajni? Je finančna situacija v državi res tako kritična? Ker sindikati pravijo, da še ni tako kritična in da vlada hoče namerno prizadeti državljane z varčevalnimi ukrepi. Poglejte, to je prvič, so to neresnice, demagogija, to drugače tega ni mogoče označiti. Jaz lahko na svoji osebni izkušnji to ponazorim. Prej sem kot državljan spremljal situacijo od zunaj in preprosto iz medijev in tako naprej in si pač človek neko sliko ustvari. Ko pa prideš sem, pa vidiš, kako stvari v resnici so. Tudi dostikrat so skladne s tem, kar se v medijih prikazuje. In to, kar sem tu spoznal, je še hujše od tega, kar vlada govori, oziroma kako ljudje razumejo vlado. Situacija je tako zelo huda, da bi morali že včeraj se s tem ta pogajanja zaključiti in ta dogovor sprejeti in potem ići v druge reforme, ki so potrebne. Ne gre samo za teh 800 milijonov evrov prihranka. To je šele s tem si zagotovimo to, da se ne potopimo. Potem je pa treba plavati, da bomo potem do nekega brega prišli, izplavali in potem šli naprej. Tako da tu res pozivam sindikate javnega sektorja in vse državljane in državljanke Slovenije, da nekako temu prisluhnejo, da verjamejo, da je to tako in da vsak po svojih močeh prispeva k temu, da gremo naprej, da se rešimo iz te krize. Zdaj stavke na referendum. Ali menite, da bodo državljani podprli zakon na morebitnem referendumu? Jaz si želim, da do referenduma sploh ne bi prišlo. Jaz mislim, da referendum o takih vprašanjih ni ustaven in veste, ne morete na referendum dajati vprašanje, ali ste za povišanje davkov. Tak referendum bo vedno uspešen ali pa neuspešen, torej odvisno, s katere strani gledamo.
tukaj gre za to, da imamo vlado, torej, če gremo po pravilnem vrstnem redu, imamo parlament, ki je bil izvoljen, imamo vlado, ki jo je ta parlament potrdil in dal mandat ravno zato, da te stvari uredi. Torej, da najprej stabilizira javne finance in da potem še druge reforme in druge korake izpelje, in to je preprosto mandat parlamenta in vlade. Pika, ne pa referendumskega odločanja o tem. Tako da tu moje stališče je, da do referenduma ne sme priti in da tu bi morali vsi državni organi, zlasti seveda Ustavno sodišče, ki bo, če bo do te pobude prišlo, o tem odločalo, moralo razumeti situacijo, v kateri smo in ustrezno odločiti, ker referendum, če bi uspel in če to vse skupaj pade, potem ne glede na to, da bo v tem primeru ta vlada potem odšla, bo prišla neka nova vlada, ki bo morala v tistem trenutku najmanj takšne ukrepe predlagati, v bistvu v resnici pa še hujše. In spet se lahko zavrti ista zgodba, spet referendum in na koncu bomo mi kot državljani Slovenije sedeli v svojih pisarnah doma in gledali na televiziji upravo iz Bruslja, ki bo reševala javne finance v Sloveniji, tako kot se to v Grčiji dogaja. To niso nobeni pretirani scenariji, to se nam zelo hitro lahko zgodi, če ne bomo zdaj modro in hitro ukrepali. Javni uslužbenci so dobri, povprečni ali pa slabi. Nekateri delajo, nekateri so pa premalo zaposleni. Zanima me, zakaj ne pristopite k nižanju mase plač z odpuščanjem tistih, ki delajo slabo? Zakaj se ne začne selekcionirati dobre in slabe, zrno od plevel? Zdaj, tukaj sta pač dve možnosti, če govorimo o masi plač, ne? Ali plače znižamo, ali pa pustimo del javnih uslužbencev. Mi smo ocenili, da je z vidika socialne varnosti in siceršnjega položaja zaposlenih v javnem sektorju boljše in bolj mehko, torej bolj človeško, znižati plače. Seveda, če pa se o tem ne bomo mogli sporazumeti, potem pride pa upoštev tudi malo bolj odločen poseg v maso plač na ta način, na tisti drugi del, se pravi za odpuščanjem javnih uslužbencev. Do konca vašega mandata vas torej čaka kar precej tovrstnih akcij in reform. Zanima me, ali bomo živeli bolje 2015, ko se vam konča mandat? No, jaz sem prepričan, da ja. Jaz sem prepričan, da bo ta vlada dosegla najprej ta prvi korak, tako ali drugače, z dogovorom ali brez, stabilizirala javne finance in potem zelo hitro v letošnjem letu še večino ukrepov, ki so predvideni v koalicijski pogodbi. To je zelo pomembno, da se te stvari realizirajo hitro, ne? V enem pa najkasneje v letu in pol. In ko bo to doseženo, sploh ne bom pogojnika uporabil, ko bo to doseženo, potem se bo hitro začelo spreminjati tudi stanje v gospodarstvu in ko se bo gospodarska rast ponovno obnovila in začela rast, se bo potem vse začelo spreminjati spet. In tudi to znižanje plač in redukcija vseh drugih pravic, ki so vsebina varčevalnih ukrepov, ki jih vlada predlaga, se bo potem lahko spet obnovila, se bo potem vzpostavilo prejšnje stanje. Vse to, kar predlagamo zdaj, so varčevalni ukrepi, ki so mišljeni za čas krize, torej dokler se gospodarska rast spet ne vzpostavi. To počnemo ravno zato, da bo leto 2015 boljše. Da bomo bolje. Mislim, da bo. Že imate državnega sekretarja, ste končali s kadrovanjem? Moram reči, da je kadrovanje moje nekoliko zastalo v tem času, odkar sem se aktivno udeleževal ali pa se še udeležujem pogajanj s sindikati. Že prej sem imel bolj malo časa za to, zdaj ga pa sploh nisem imel, tako da zdaj se bom spet tega lotil in sem prepričan, da bom v kratkem našel oba. Še vedno načrtujem 2 državna sekretarja. Kako sodelujete z predsednikom vlade Janezom Janše? Pravzaprav, kako ga ocenjujete kot premierja? Torej, jaz mislim, da sodelujeva zelo dobro in rekel bi, da ima izjemne kompetence za vodenje vlade. Ravno zato sem tudi optimist pri doseganju vsega, o čemer sem prej govoril. Tako od tega, kar imamo zdaj v načrtu, recimo kratkoročno, pa 2012, pa potem kakšni bodo rezultati 2015. Mislim, že na prvi seji vlade mi je postalo jasno, prej ga nisem poznal,
da je ta pravi človek za to, da Slovenijo zdaj potegne iz te situacije. Namreč ta situacija je res krizna in terja poseben način vodenja od vseh, torej najprej od njega, ki je na vrhu te piramide, potem pa seveda od nas ministrov, ki smo na vrhu nekih drugih piramid. Jaz bi se samo želel, da tako kot on vlado vodi, torej nas, ministre, da bi vsi ministri na enak način uspeli voditi svoje resorje. Če nam bo to uspelo, to nam bo sicer težko uspelo brez tistih mehanizmov, o katerih sem prej govoril, nagrajevanje uspešnih, sankcioniranje neuspešnih, pa kljub temu neke možnosti imamo. Če nam to uspe, potem bomo lahko zelo hitro rezultate dosegli. Ker treba je vedeti to, tudi gledalcem mogoče še malo bolj pojasniti. Mi kot ministri nič ne moramo narediti sami. Mi smo zelo, še enkrat pojasniti, potem sem že na začetku govoril, zelo pomembno je, da so ljudje, ki delajo, ki so edini, ki lahko nekaj naredijo, a pa ne naredijo, da so ustrezno motivirani in jaz moram reči, da čeprav mehanizmov, o katerih sem prej govoril, učinkovitih, za nagrajevanje uspešnih in sankcioniranje neuspešnih, čeprav jih v tem trenutku ni, ali pa so zelo omejeni, je kljub temu kar nekaj zelo predanih ljudi za svoj resor, to lahko rečem podobne na drugih, ki se zavedajo prelomnosti trenutka v Sloveniji in preprosto delajo ne glede na to, od jutra do večera. Zase lahko tudi potrdim, da je moj tempo približno od 5 zjutraj do 1 zjutraj. Tako da 3-4 ure spanja, to je 2 meseca, se vrti približno na ta način. In seveda tudi ni moj motiv bil finančni, za vstop v ta posel, so bili motivi drugačni. In podobni so tudi motivi očitno sodelavcev, ki se angažirajo maksimalno. Tako da sem prepričan, da nam bo uspelo to filozofijo, ki je pri naseji vlade zelo očitna, tudi potem nas dol po ministrstvih in potem smo zmagovalci. Imate 2 pisarni, kje preživite več časa? Na začetku sem večino časa preživel v pisarni bivšega ministrstva za pravosodje, torej v tem pravosodnem delu, to je na Zupančičevi, v neposredni bližini parlamenta. Zdaj sem nekoliko več na Tržaški, ker tudi zdaj sediva. Moram pa reči, da sem pa tudi pogosto še na Župančičevi, torej v bivšem pravosodnem ministrstvu, ker je tam parlament blizu in s parlamentom imamo pa pogosto opravke, ministri v njem, tako da to je z tega velika zelo ugodna lokacija. Pa predavate tudi, če se ne motim? Predavam tudi, torej predavanje imam na pravni fakulteti, ki je moja matična fakulteta, in na biotehnički fakulteti, kjer predavam krajinskim arhitektom. Pa nižjo plačo imate zdaj, ko ste minister, ne kot profesor? Ne, to ne moram reči. Ne? Ne, kot minister imam nekoliko višjo, bistveno, par 100 evrov višjo kot profesor. Res pa je, da prej sem delal tudi precej kot konzultant, bil sem direktor Inštituta za javno upravo, ki je ena ključnih svetovalnih organizacij, ko gre za upravno pravo, in sem seveda imel večje prihodke kot samo profesorska plača, zlasti v preteklih letih. Ti so bili pa seveda večji od teh, ki jih imam zdaj tu. Kako pa kolegi stroke gledajo na to, da ste se zdaj podal med politike, vas podpirajo pri tem, ker to je kar razkoraka, težek? Ja, nekateri so na začetku, ker me niso dovolj dobro poznali, me nekako čudno gledali in niso dobro razumeli tega koraka. Mislim pa, da zdaj vsi tisti, s katerimi komuniciram, so prijetno presenečeni in so, kako bi rekel, zelo zadovoljni s tem, kar počnem. Vem tudi, da ste ljubitelj ameriškega zahoda in predvsem ste hribolazec. A mi poveste, katere vrhove ste osvojili? Tukaj moram ponovno poudariti, kar sem že v nekaterih intervjujih, v gore in nasplošno v naravo ne hodim, zato da bi osvajal vrhove, tako da tukaj jih sicer imam kar nekaj osvojenih, ampak jih ne bi zdaj kot trofeje navajal, ker to ni cilj. Drugače imam pa zelo rad slovenske gore in nasplošno slovensko naravo, pa seveda ameriški zahod, to je dežela Indijancev, Utah, Arizona, to je ta dežela Rdečega kanjona, tam je tudi Grand Canyon, pa Avstralija mi je tudi zelo blizu ta narava, ki je tam in tudi še marsikaj druge. Indijanci, torej bi Slovenija verjetno potrebovala kakšnega šamana? Ne boste verjeli, Slovenija je ena redkih dežel sveta, ki jo mnogi šamani, ljudje, ki pač imajo to senzitivnost čutenja drugih energij, doživljajo kot izjemno pozitivno deželo. Slovenija je ena redkih dežel, ki nikoli ni nikogar napadla.
recimo nekega sosednega naroda. Zelo redkih dežel, če gledamo globalno. In marsikdo od teh tujcev, ki recimo šamanov, ki prihaja sem, nekateri tudi živijo tu, to v javnosti ni toliko znano, pravi, da ima Slovenija pozitivno karmo. In tako da, če bi to vedenje o tem se še bolj razširilo med nami, med našimi državljani, bi mogoče tudi samozavest ljudi v tej deželi zrasla. Mislim, da je to temeljni pogoj za to, da se bo karkoli spremenila. In na teh področjih, o katerih sva prej govorila, pa tudi sicer. Mislim, da nam vsem manjka te tako imenovane državljanske samozavesti. Pozitivnosti. Ja, pozitivnosti, ki pa izhaja iz samozavesti. In zdaj samozavest pa je lahko povezana z nekim ponosom, povezanim z narodom ali pa ozemljem ali pa naravo ali pa čemorkoli, kjer živiš. In mislim, da tu Slovenci ali pa državljani Republike Slovenije in državljanke se premalo zavedajo, kako izjemna je ta dežela. In če bi tu to zavedanje bilo bolj intenzivno, bolj močno, bi iz tega potem izhajala samozavest, iz nje pa pozitivno odnos za stvari in potem smo že na pravi poti. Tako da tu bi bilo treba delati na tem. Tako da jaz pa imam sicer zelo rad ameriški zahod in ostale destinacije, hkrati pa še posebej, ko greste ven, vidite, kako je Slovenija zelo primerljiva vsem tem. Še marsičem boljše. Ampak študiral ste zunaj in ste se potem vseeno vrnili nazaj v Slovenijo? Študiral sem tu, sem pa bil dvakrat gostujoči profesor enkrat na Berkeleyju, enkrat pa v samem San Franciscu, to je Berkeley tudi blizu San Francisca. Tako da vsakeč po enem letu približno. Ja, vsakeč sem se vrnil, vsakeč sem sicer me tudi zelo tisto okolje pritegnilo, tudi v tem smislu, da bi dlje časa tam preživel. Najbolj idealna kombinacija bi bila pol-pol, malo tu, malo tam. Pa to nažalost mi do zdaj še ni uspelo pogledati formule, kako to udejaniti. Ste oče 2 osnovnošolcev. Kdo jo je pazil med stavko? Striček Google ali ste jim najeli varuško? Pri starih starših ste bila. Torej ste se znašli. Imate še čas zanjo? Omenili ste, da je to eden od pogojev, ko ste sprejeli izziv v politiki, ta časovno več preživeti kvalitetnega časa z otroki. Ja, to je ena mojih glavnih skrbi. To me precej obremenjuje, ker mi to še ni uspelo. Torej z njima sem, odkar sem začel ministrovati, samo čez vikend. Medtem, glede na ta tempo, ki sem ga prej opisal, ni najmanjše možnosti za to. Se pa še nisem vdal. Mislim, da ko bom enkrat imel državne sekretarje in ko se bo ta tempo, ki je zdaj res izjemno intenziven, nekoliko umiril, da bom to tudi lahko resničil. Precej je povezano z organizacijo časa. Se da to narediti, to vidim, da se da in tako da bom dosegel ta cilj. Tako da bom z otroki najmanj toliko časa, kot sem bil prej, če ne še več. Nastopate umirjeno, z veliko mero potrpežljivosti ali vam kdaj prekipi? Torej, na splošnem življenju seveda me tudi kdaj prekipi. Moram pa reči, da na tej funkciji, na kateri sem, mi do zdaj niti približno še kaj takega se ni zgodilo, niti blizu temu nisem bil. Tudi na pogajanjih? Niti približno. Krasno. Beatli ali Rollingi? Bob Dylan. Se mi je kar zdelo. Vaš kanal je televizija dobrih novic. Nam lahko za konec mogoče poveste kaj vzpodbudnega? Ja, bi kar nadaljeval tam, ker sem malo prej končal. Torej, mislim, da je Slovenija izjemna dežela izjemnih ljudi. Tudi sam sem to spoznal, ko sem se pred časom preselil iz Ljubljane na Gorenjsko, tam v hribovje nad Podljubeljem. Tako da tudi zdaj, ko hodim okrog po Sloveniji, spoznavam ljudi, ki so res izjemni, srčni, odprti. Praviloma tisti, ki imajo najmanj, so najbolj pripravljeni pomagati. Tako da to zanesljivo je en potencial, ki bi se ga morali bolj zavedati vsi skupaj. In mislim, da vsej v tej smeri gremo. Več, ko bo takih posameznikov, ki bodo na ta način razmišljali, ko bo dovolj velika kritična masa takšnih, se bodo stvari začele tudi tu spreminjati. Ne smemo obupati, moramo verjeti vase in vsak mora dati od sebe tisto, kar največ lahko. In če bomo vsi dali od sebe vse, kar lahko, potem bomo zmagali. Gospod minister, hvala za pogovor. Prosim. Vidimo se čez teden dni, ko bo naš gost minister Žiga Turk. Nasvidenje.